Lepo pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Umetna inteligenca je med nami prisotna že dlje časa. Velikokrat se njenega delovanja niti ne zavedamo. Zato čudijo skorajda apokaliptične napovedi znanstvenikov, tako imenovanih botrov umetne inteligence, k pazljivi uporabi, če ne celo k začasni prekinitvi razvoja te tehnologije. Poglejmo, kaj se skriva za temi skrbmi. Umetna inteligenca je v našem življenju prisotna že dlje časa in jo skorajda sprejemamo že kot samoumevno. Ponekod se niti ne zavedamo njenega delovanja. Umetno inteligenco se tako že danes uspešno uporablja pri spletnem nakupovanju, kjer nam z analizo prejšnjih iskanj in nakupov ponuja za nas optimizirane izdelke ali pa z analizo našega spletnega brskanja ponuja nam relevantne rezultate iskanja. In verjetno smo že vsi zasledili posnetke raznih robotov, ali pa smo že slišali za poskuse s samovozečimi avtomobili, ki delujejo na podlagi umetne inteligence. Nenazadnje, že marsikatera varnostna funkcija v avtomobilu temelji na umetni inteligenci. So se pa v zadnjem času ukrepili pozivi vodilnih znanstvenikov, tako imenovanih botrov umetne inteligence, k pazljivi uporabi nove tehnologije, celo k začasni ustavitvi raziskav v smeri razvoja te tehnologije. Vprašanje je čemu, ko pa nam umetna inteligenca prinaša že sedaj toliko prednosti. Za začetek, poglejmo, kaj umetna inteligenca sploh je. Če v enciklopediji Britannica umetna inteligenca opredeljena kot sposobnost digitalnega računalnika ali robota, ki ga usmeri računalnik za upravljanje nalog, ki so običajno povezane z inteligentnimi biti, pa v novejših zapisih umetna inteligenca opredeljena kot sposobnost sistema, da pravilno obdela zunanje podatke, se iz njih uči ter pridobljeno znanje uporabi za doseganje določenega cilja s prilagajanjem svojega ravnanja. In v tej definiciji se skriva trik, ki nam lahko razloži, zakaj so znanstveniki v zadnjem času začeli svariti pred to tehnologijo. Tukaj je pomembna dikcija, da se umetna inteligenca sama uči. Prednosti te tehnologije so torej očitne, ampak prav to, kar prinaša prednost, seboj prinaša tudi nevarnosti. Znanstveniki, povezani z razvojem umetne inteligence, opozarjajo na primer na to, da nekateri pametni roboti zahtevne naloge upravljajo samostojno, pri tem pa programerji ne razumejo povsem, kako so se jih naučili. Ob tem opozarjajo na potencialna tveganja, ki bi lahko nastala na določeni stopnji razvoja. Bolj kot bo umetna inteligenca postala zmogljiva in samostojna pri svojem delovanju, težje jo bo nadzirati. V nedavno objavljeni študiji je bilo celo ugotovljeno, da bo glede na trenuten razvoj umetne inteligence to na neki točki nemogoče nadzorovati. Z tega vidika je skoraj razumljiv poziv strokovnjakov k polletnemu zamiku razvoja te tehnologije, saj naj bi po njihovem sistemi umetne inteligence s človeku konkurenčno inteligenco lahko pomenili veliko tveganje za družbo in človeštvo. Na nevarnosti novodobne tehnologije opozarja tudi Geoffrey Hinton, ki se ga prijel vzdevek boter umetne inteligence. Hinton je namreč zapustil podjetje Google, ker je njegovo delo na nevronskih mrežah, računalniških sistemih oblikovanih po vzoru človeških možganov in živčnega sistema pripomoglo k oblikovanju sistema umetne inteligence zato, da bi lahko svobodno govoril o tveganjih te tehnologije. Hinton je v pogovoru za New York Times izrazil zaskrbljenost glede možnosti, da bi umetna inteligenca ukinila delovna mesta in ustvarila svet, kjer številni ljudje ne bodo mogli več vedeti, kaj je res. Opozoril je tudi na presunljiv tempo razvoja te tehnologije. Being able to produce lots of text automatically so you can get lots of very effective spam bots. It'll allow authoritarian leaders to manipulate their electorates, things like that. In čeprav je prav njegovo delo pripomoglo k tehnologiji ChatGPT-ja, se mu zmogljivosti le-tega zdijo nevarne. With digital systems, you have many copies of the same set of weights, the same model of the world. So it's as if you had 10,000 people and whenever one person learned something, everybody automatically knew it. Things like GPT-4 eclipses a person in the amount of general knowledge it has. Problem je, ker se tehnologija na področju umetne inteligence razvija hitreje, kot je družba sposobna slediti. Right now they're not more intelligent than us as far as I can tell. But I think they soon may be. Ampak recimo, da so opozorila strokovnjakov nesposobnosti našega nadzora nad umetno inteligenco še oddaljena in bodimo optimistični glede lastne sposobnosti omejitve nevarnosti samorazvoja umetne inteligence. Kakšne so konkretne nevarnosti, ki se izrisujejo ob trenutnem razvoju te tehnologije? Verjetno nam precej hitro pride na pamet ogroženost delovnih mest.
To potrjuje tudi poročilo banke Goldman Sachs, ki trdi, da bo umetna inteligenca lahko v prihodnje prinesla izgubo 300 milijonov delovnih mest. Sodeč po poročilu, bi umetna inteligenca lahko nadomestila 46% nalog v administraciji, v poklicih povezanih s pravom 44%, medtem ko bi v gradbeništvu nadomestila le 6% nalog, ki jih sedaj upravlja človek. Po drugi strani pa so se podobna opozorila pojavljala tudi ob uvedbi drugih naprednih tehnologij v preteklosti. Po večini pa se je izkazalo, da nova tehnologija na število delovnih mest ne vpliva toliko kot na to, da samo delo olajša ali pa poveča produktivnost. Seveda razvoj umetne inteligence odpira tudi nove etične vprašanja, če smo konkretni. Koga okriviti za škodo, ki jo povzroči naprava temelječa na umetni inteligenci? Na primer v prometni nesreči s samovozečim avtomobilom, lastnika avtomobila, proizvajalca samovozečih vozil ali programerje. Vendar je dejstvo, da so trenutni programi, ki temeljijo na umetni inteligenci, za sedaj zgolj orodja, ki delo olajšajo in še niso sposobna nadomestiti človeka. Obstaja pa še en problem pri samoučečih se programih. Učijo se iz podatkov najdenih na internetu in ne znajo razbrati lažnih informacij od pravih, niso izvirni, ampak ponavljajo že obstoječe fraze, ne znajo priti do izvirne rešitve. Ampak to je sedaj. Še vedno ostaja dejstvo, da se tovrstna tehnologija razvija z izjemno hitrostjo in prav zato že potekajo razprave o tem, kako omejiti nevarnosti te tehnologije. Na ravni Evropske unije je že bil podan predlog regulativnega okvira umetni inteligenci, ki obravnava tveganja te tehnologije in načine, kako ta tveganja zmanjšati ter s tem zaščititi uporabnike novih tehnologij. Kar pa smo pravzaprav vsi. Ampak vseeno se za konec posvetimo programu ChatGPT. Prav zaradi dostopnosti tega orodja so se namreč začele razprave o nevarnosti umetne inteligence. Še več, omenjeno orodje so v nekaterih državah celo prepovedali. Po mnenju dr. Saše Dolenca je navkljub vtisu, ki ga imamo ob uporabi ChatGPT-ja, to pretirano. ChatGPT se nikakor ne zaveda samega sebe. To je v bistvu sistem, ki naša vprašanja pretvori v številke in potem izračuna odgovor s pomočjo nevronske mreže. In ta odgovor, ki je v obliki številk, pretvori nazaj v besede. Imamo pa mi občutek zaradi kakovosti teh odgovorov, da je mogoče zadaj nekdo, ki odgovarja na naša vprašanja. Pri tem je bistveno, po besedah dr. Blaža Zupana, da ChatGPT ne zna razmišljati. ChatGPT ne zna razmišljati, samo tvori stavke, ki so lahko logično popolnoma prazni, nesmiselni, se pa berejo zelo lepo. Prav zato so po njegovem pripovedi take tehnologije nesmiselni. Jaz mislim, da vsaka tehnologija, ki pride, je sigurno nevarna za določene poklice ali pa spremeni določene stvari, ampak prav bi bilo, da pač to tehnologijo, torej jezikovnih modelov, izkoristimo na načine, ki so za njo primerni.